Vidmar in prihajam z podjetja Geodetska družba, kjer razvijamo programsko opremo GeoPro, ki med drugim omogoča tudi izdelavo elaborata katastra stavb, in prav to si bomo danes ogledali v predstavitvi. Jaz ne bom govorila samo o spremembah, ampak bo predstavitev demonstracija izdelave elaborata. Sam postopek začnemo z uvozom XML datoteke za katastar stavb in pa XML datoteke za REN. In potem v programu uvozimo še terenske meritve. Lahko so to surove meritve, ki jih predhodno obdelamo, recimo v modulu geodetski računi, lahko pa uvozimo tudi KO, datoteko ali pa DXF, karkoli pač imamo. In potem tloris stavbe obdelamo s klipkom na gumbek transformiraj. Cel tloris se sliši? S klikom na gumbek transformiraj, cel tloris stavbe transformiramo še v drugi koordinatni sistem, se pravi v D48 ali pa obratno. Potem s klikom na gumbek oštevilči preoštevilčimo vse točke tlorisa v smeri urinega kazalca, da se tako zapišejo v izmenjevalni format. Potem s klikom na znak za sever dodamo znak, s klikom na gumbek merilo dodamo izpis merila in potem lahko še na nek drugi sloj dorišemo sleme, da se tak tloris prikaže potem na obrazcu. Potem na obrazec moramo dodati tudi značilni prerez stavbe. Tako sliko lahko narišemo znotraj GeoProja, lahko pa uvozimo tudi DXF datoteko, recimo če stavbo narišemo v AutoCAD-u. Potem imamo pa znotraj GeoProja na voljo dodatne gumbe za hitro vnašanje določene vsebine, kot so recimo vrata, s klikom na gumbek dodamo vrata, s klikom na vhod dodamo vhod, potem s klikom na gumbek za višine dodamo znake za H2, H1 in H3, s klikom na gumbek za merilo zopet dodamo merilo. Lahko pa to isto sliko generiramo tudi s pomočjo čarovnika, to je ta gumbek tukaj zgoraj, kjer pa vpišemo merske podatke, koliko je stavba široka, koliko so višine etaž in kam ne postavi te znake za višino. Kar se tiče atributnih podatkov, vnašamo ločeno za stavbo in pa za dele stavbe. Pri stavbi vnesemo število etaž, številko pritlične etaže, potem višine, ki so izmerjene na terenu, datum zajema, vpišemo naslov stavbe, da se bo prikazal na obrazcu, pa uredimo povezavo stavbe z zemljiškim katastrom. Potem pa vnesemo še podatke o delih stavbe in tukaj zdaj pridemo do prve spremembe, ki je vezana na nov pravilnik, in to je spremenjen šifrant dejanske rabe. In glede na izbrano dejansko rabo, potem na desni strani izbiramo prostore po novem šifrantu in na voljo imamo samo tiste prostore, ki so dopustni za določeno vrsto rabe. In tisti prostori, ki niso dopustni, so sive barve in ne moramo vnašati površine. Se pravi, tukaj, kar je s črko U označeno, pomeni, da se pri izbrani dejanski rabi ta prostor ušteva med uporabno površino, s klicajem je pa označena tisti prostor, ki je obvezen za določeno vrsto rabe. In ko želim te podatke shraniti, me program opozori, če je katera od površin, ki je vnesena, premajhna ali pa če ni vnešena kakšna površina za prostor, ki je obvezen. Pri vnašanju in urejanju podatkov za REN je spremenjen šifrant tip stavbe, potem spremenjeni so prostori, ki so usklajeni s katastrom stavb, in pa dvigalo, ki je prenešeno na del stavbe. In tukaj imamo možnost pri delih stavbe, da ko klikamo na gumbek iz KS, se prenesejo tisti podatki, ki smo jih prej že vnesli pri delu za katastar stavb. Zdaj smo pa prišli do izdelave vektorskih etažnih načrtov, to bi pa kazala prav v živo v programu. Zdaj v GeoProju imam odprti ta isti primer, kjer smo ga prej gledali kot projekcijo.
V menijski vrstici je dodan nov ukaz etažni načrti in tukaj so zbrani vsi ukazi, ki se tičejo izdelave vektorskih etažnih načrtov. Najbolj osnovni je seznam etaž, tega odprem tudi preko bližnjice na tipki E in na začetku je prazen, ker nimamo še nobene etaže. Zdaj kliknem na dodaj in lahko prevzamem podatke iz atributnih podatkov o stavbi. Prevzame se mi najnižja višina in število etaž, ta višina je pa zaenkrat izračunana iz ostalih višin in jo po potrebi popravim glede na to, kaj sem izmerila na terenu. Recimo, da je stavba, ima etaže visoke 3 metre in kliknem na dodaj etaže. Zdaj se mi ustvarita dve vrstici in ko klikam na posamezno vrstico, se tukaj desno spodaj vidi, da se menjuje sloj, kamor se ta etažni načrt riše. In zdaj, ko je izbrana ustrezna vrstica, ta je namenjena etaži 1, zdaj lahko rišem etažni načrt za etažo 1. Tukaj mora biti aktiven še pogled na obod in etaže, ker zdaj rišem na isto mesto, kjer je tudi tloris stavbe. Lahko rišem preko povezav, v tem primeru imam jaz pripravljeno naprej eno DXF datoteko. In bomo vzela etažo 1. To etažo lahko po želji prikažem tudi v modri barvi, potem pa ponovim lahko enako za drugo etažo, imam pa možnost tudi, da kopiram načrt iz ene etaže v drugo, pa bom to zdaj naredila za to drugo etažo. Rekla bom, da kopiram načrt v vse preostale etaže in tako dobim še za etažo 2 enak načrt, vendar ta se razlikuje, zato bom tole zbrisala. In imam zdaj oba etažna načrta skonstruirana. Če bi si želela ogledati oba dva hkrati, zdaj, ko klikam v seznamu etaž, se menjavata. Če bi želela pa oba naenkrat prikazati, moram pa to narediti preko seznama slojev. Prikažem samo uporabljene sloje in zdaj tukaj lahko oba hkrati prikažem, pa tudi v kakšni drugi barvi, recimo. Vpisati moram pa še številke delov stavbe. Te dodam kot centroid in kliknem znotraj poligona, pa vpišem številko dela stavbe. To je del stavbe 2 in potem moram vpisati še izmerjeno površino. To je vsota izmerjenih površin prostorov, ki so znotraj tega tlorisa. In v tem primeru je to 133 kvadratnih metrov. Status je vnaprej nastavljen na dodan, sicer pa ustrezno spremenim. Ta drugi del pogovornega okna je pa namenjen pri izdelavi elaborata sprememb, da lahko nastavim oblikovanje, kako se bo ta številka prikazala na obrazcu, recimo prečrtano ali pa v rdeči barvi. Potem samo tega poligona, tega dela stavbe. Ja. Ja. Potem pa dodam še ostale vrednosti. Ja, obvezen. Tako, in ko imam vpisane vse centroide, potem v meniju etažni načrti spustim topološko kontrolo. In ta kontrola kontrolira vsak etažni načrt posebej in mi javi, v kateri etaži so napake. In zdaj mi je program javil, da je napaka v etaži številka 2. Se premaknem na vrstico številka 2 in če ne vidim, kaj je narobe, lahko tukaj s klikom na gumbek TK sprožim kontrolo, pa kliknem na napako in mi dejansko pokaže, kje ta napaka je in kaj je narobe. In v tem delu nisem še vpisala številke dela stavbe. Ko imam, zdaj zopet lahko spustim topološko kontrolo in tokrat ni več napak. Potem pa izvedem še vsebinsko kontrolo, zopet v meniju etažni načrti grem na vsebinsko kontrolo etažnih načrtov.
To se mi prikaže v Wordu in moram biti pozorna na stvari, ki so izpisane z rdečo barvo. Sicer ta vsebinska kontrola kontrolira, če obstajajo načrti, vsi načrti, če so vsi znotraj tlorisa stavbe, če so višine in nadmorske višine ustrezne, če so potem površine ustrezne in pa če so podatki usklajeni med atributnim delom in grafičnim delom, pa potem kontrolira še statuse. In zdaj najboljše je, da najprej preverim neko neskladje, ki ga imam v zvezi z atributnim in grafičnim delom. Tukaj imam del stavbe številka 3, ki ne obstaja v katastru stavb, se pravi v atributnih podatkih. In se predstavim v etažo 1, kjer je ta napaka. Tukaj imam del stavbe 3, če pa pogledamo atributne podatke, imam pa samo del stavbe 1 in 2. Zato vidim, da je to napaka in ustrezno popravim. Se pravi, tale del bi mogel biti v resnici del 1. Podatke shranim in pa zopet spustim vsebinsko kontrolo. In s tem smo odpravili tudi nekatere druge napake, ki so bile vezane na to, ki je glede neusklajenosti. Severa pa kaj ni treba. Kaj? Severa, znaka za severa. Ni potrebno ponovno, zato ker lahko prevzamemo to, ki je že narisana za tloris stavbe. Je možno, da ko si sever dodal javno pako, da je izven? Ker meni javno pako, da je izven. V starejši verziji bila je pa poslana tudi nadgradnja, ki je pa ta napaka odpravljena. Zdaj, ko imam etažne načrte brez napak, si jih lahko pogledam še v 3D, kliknem na gumbek, tukaj je 3D, okno potrdim. Pravi, ne. Tako, ne vem, kaj je bilo narobe. Zdaj se mi stavba prikaže še kot 3D, lahko s koleščkom na miške vrtim, izključim dele stavbe, pa vključim samo tistega, ki bi ga želela videti in se mi pač prikaže v vseh etažah, kjer se nahaja. Bolj smiselno je to v primeru kakšnih večjih blokov. Etažne načrte moram samo še izvoziti. Grem na datoteka izvoz, etažni načrti in se nahajajo v mapi oddaja. Pa če si pogledamo, zdaj v mapi oddaja sta nastali dve GeoJSON datoteki. Ena je za etaže, druga pa za dele stavb. Lahko jih odprete recimo v Notepadu, ker je to čisto enostavna ASCII datoteka, v kateri so zapisane koordinate pa atributi za etaže in pa enako še potem za dele stavbe. Zdaj moramo pa za obrazce izdelati še prereze etaž, ki se bodo prikazovali na obrazcu K3. V meniju etažni načrti dodam gumbe za prereze etaž in zdaj, ko se prestavim tukaj na prereze etaž, imam gumbek za etažo 1 in za 2. Uporabila bom pa kar to slikco, ki smo jo prej narisali in jo bom skopirala. Kopiram jo prerez 1 in se mi pojavi tukaj, zdaj pa tudi to lahko še kopiram v vse preostale. In jo imam še v drugem. To sliko pa lahko še malo premim. Prva etaža, pa določene linije odebelim. Pa isto ponovim še na drugi sliki.
Tako, in zdaj imam pripravljeno vse, samo še za tiskanje obrazcev. Obrazce natisnem s klikanjem po meniju obrazci in če si zdaj pogledamo obrazec recimo K3, tukaj lahko nastavim enako merilo za vse etaže. In tukaj zdaj imamo opcijo uporabi znak za sever od tlorisa stavbe, da mi ga ni treba pri etažnih načrtih ponovno dodajati. In se mi je odprl obrazec K3 v Wordu, ki ga le še natisnem. Potem poglejmo si še obrazec recimo K4. Tudi ta je spremenjen, ima samo površino dela stavbe. Ali pa recimo še obrazec K5, ki ima navedene površine prostorov. Vse, kar moramo še narediti, je pa izvoz podatkov izvoz v XML za kataster stavb in XML za REN. Zdaj, v primeru, da bi pa imeli elaborat sprememb, pa lahko tukaj o postopku izberemo možnost, da gre za spremembo podatkov katastra stavb, potem pri etažnih načrtih imamo možnost, da centroide oblikujemo tako, kot morajo biti, in potem pri obrazcih, ko jih tiskamo, lahko natisnemo samo tiste obrazce, ki imajo spremembe. Tako da s tem je pač elaborat znotraj GeoProja končan za opis ene dvostanovanjske stavbe z dvema deloma. Tako da, če ima še kdo kakšno vprašanje, sicer je pa moja predstavitev končana. A ste to v stabilski geodetski upravi, če lahko vprašam? To deluje vse, ste kakšno elaborat že dan? Ja, elaborat je bil že dan. Pa so potrdili to redno? Ja, bil je dan in... Nisi bil po uradniku? Ja. Nekaj najbolj. Ja. Ne pomeni, da bomo lahko 3 mesece narobe delati. Pa ne vem, časnica, ki so to delali. Znači, to pa reči tako delati. Ja, tako je ta časnica. Pa površina se še kakšno vprašanje? Sicer pa zdaj pa sledi še predstavitev za Geos.